zakon je napisan tako pravno pomanjkljivo, nejasno in nedoločno, da vnaša dodatno zmedo v slovenski pravni red in bi ga torej moralo po vsej logiki zaustaviti že Ustavno sodišče samo. Zlasti zaradi tega, ker je samo Ustavno sodišče že večkrat reklo, da je potrebno prav pri zakonih, ki se dotikajo vprašanja urejanja človekovih pravic, izjemno paziti na jasnost in določnost formulacij. In ravno, ko gre za vprašanje dejanskega življenja, se je zgodila manipulacija, na katero prav mi opozarjamo in je ena od razlogov za referendum. Namreč vse doslej je veljalo kot povsem nesporno in pravno edino korektno formulacija, da dejansko življenje Republiki Sloveniji pomeni, da je za človeka središče vseh njegovih osebnih, družinskih, življenjskih in drugih interesov Republika Slovenija. Potem je to neko dejansko življenje. Zdaj so pa oni spremenili to v alternacijo, namesto kumulative, namesto seštevanja teh pogojev v alternacijo. To se pravi, da je pogoj dejanskega bivanja po tem zakonu, zato tudi zahtevamo, to je eno od razlogov zahtevamo referendum, da je to pač Republika Slovenija središče posameznikovih osebnih, družinskih, ekonomskih, socialnih ali, pazite, oni so napisali ali drugih vezi. Ja, kakšen določen pojem pa so to ali druge vezi? Pa če pozna nekdo od tako imenovanih izbrisanih, ki zdaj živi v Srbiji, recimo gospod Kresalovo, to pomeni, da pač izpolnjuje ta pogoj dejanskega bivanja v Sloveniji, ker ima neke druge vezi s Slovenijo. Lepo vas prosim, to se v zakon, ki se dotika človekovih pravic, ne more takih formulacij zapisati, že na osnovi samih odločb, dosedanjih, večkrat napisanih Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Tudi pri vsem drugem je seveda situacija podobna, v celoti pa se izognejo koalicijski predlagatelji ustavne presoje ključnega vprašanja, ki ni samo ustavno-pravno, vendar je tudi ustavno-pravno, predvsem je politično. Zakaj in odkot njihovo vztrajanje, da se v tem zakonu postavi pravila igre tako, da bo očitno v bolj ugodnem položaju kot tista oseba, tisti novi državljan, ki je leta 1991 ali pa kasneje hotel spoštovati pravni red države Slovenije in je v redu svoj status, ali stalno prebivališče, začasno prebivališče oziroma državljanstvo, skladno s takratno zakonodajo, zdaj v slabšem položaju, bistveno slabšem položaju kot nekdo, ki je takrat kalkuliral oziroma celo Slovenijo napadel z orožjem. Mi smo predlagali, da se vsaj tiste, ki so Slovenijo dokazljivo napadali z orožjem, kot agresori, kot okupatorji, iz tega zakona izvzame, iz možnosti za uveljavitev teh pravic nazaj vzame. Niti tega koalicija ni hotela sprejeti, da bi se vsaj to preverilo, kaj je nekdo dejansko počel v času vojne za Slovenijo. Čeprav je to več kot očiten indic, ali je nekdo hotel imeti s Slovenijo dejanske vezi, ali pa jih ni želel imeti in je hotel celo preprečiti nasilo njen nastanek in torej odvzeti vse človekove pravice tudi vsem drugim. Tukaj gre za tehtanje vendar človekovih pravic, temeljnih interesov in temeljnih vrednot, tudi slovenske osamosvojitve. Temu delu se pa gospodje iz koalicije v celoti izogibajo. Zakaj to počnejo? Mislim, da je jasno. Gre za tisto, kar je očitno prav iz teh raztegljivih, nejasnih in zato trdim, očitno protiustavnih formulacij v samem zakonu. Oni želijo zajeti čim širši krog ljudi, v tako imenovane izbrisane, da gre res za to priča tudi porast njihovega števila. Spomnil bi, da je še predsednik države, nekdanji predsednik države, gospod Milan Kučan, še leta 2003 izrecno dejal, gre za največ 4000 primerov, zdaj pa v času mandata gospe Katarine Kresal je to naraslo na skoraj 26 000 primerov. In gre torej očitno za kupovanje volilnih glasov na račun že sicer zaradi očitne nesposobnosti in nestrokovnosti
in razvojne impotentnosti sedanje koalicije obubožani večine državljank in državljanov, zato da se pač trajno spremeni volilno telo v Sloveniji na ta način. To je seveda ne samo pravno sporno početje, vrednostno sporno početje, je tudi ustavno sporno početje zaradi formulacij, o katerih sem govoril, z nejasnih formulacij, ki niso slučajne, ne gre samo za en tak primer, nekaj smo jih našteli, ampak takih primerov v tem zakonu je še vsaj 20 in bi vas opozoril, da bi bilo zelo zanimivo primerjati tudi njihove osnutke izpred časa in to, kar je zdaj dejansko sprejeto. Ko boste videli, da so oni sami prej uporabljali bistveno bolj določene formulacije v zakonu, potem so jih pa naknadno spremenili ali po domače rečeno pokvarili. To gre očitno za odraz neke točno določene politike. In v tem primeru je Ustavno sodišče samo za izgovor. Za izgovor za uveljavljanje točno določene politike tranzicijske levice na račun, kot sem dejal, že sicer obubožanih slovenskih državljank in državljanov oziroma ljudi, ki živijo slabše, kot bi sicer lahko zaradi pač neustreznega vodenja države se strani aktualne oblasti, s tem, da se bodo pravi obsegi te zgodbe videli šele kasneje. Tudi o tem izhodišču, o katerem smo govorili, da je, kar paste, Ustavno sodišče je po zakonu pristojno ne samo za odločanje o pač vsebini nekega zakona, ampak tudi o postopku. Tudi to je eden od razlogov, zaradi katerih bi Ustavno sodišče, če bi bilo vredno svoje besede, to bomo videli iz njihovega ravnanja, samo moralo zaustaviti ta zakon. Ker zakon je bil v celoti utemeljen na očitni neresnici. Po domače take stvari rečemo našem. Da ne bo imel finančnih posledic. Vas še enkrat opozarjam, ampak sem izdančil. Ko je Bohinc nehal izdajati leta 2004 takratni paket odločb, jih je izdal nekje okoli 4000. Zato je imel na postavki, to lahko preverite, 31 milijonov evrov. Obstaja zapisnik, da so nehali izdajati takrat tiste odločbe, ko je tega denarja zmanjkalo. Zdaj gre za 4-krat večje število odločb. In oni napišejo, če pustimo vse naknadne posledice, uveljavljanje pravic za nazaj, od pokojnin, odkupa stanovanj po izvedeniškem zakonu in tako dalje, če pustimo ob strani vprašanje odškodnin, če samo ti postopki bodo stali zelo, zelo veliko. In je popolnoma nedopustno utemeljiti celoten zakon o očitni neresnici, je pa to seveda potem tudi zgodba, ki se veže na vprašanje državnega zbora. Tak zakon predsednik državnega zbora, če bi opravil svojo dolžnost, ne bi smel spustiti naprej. Tudi to je najbolj eden od razlogov, da se želijo izogniti referendumu, kajti na referendumu bi vse to, kar je v resnici suverena politična odločitev, temeljna, odraz temeljne politike obstoječe koalicije, to se pravi nagrajevanje tudi agresorjev, pa po drugi strani nejasne formulacije, predali v roke volivcem in oni se temu želijo izogniti za vsako ceno. In računajo, da jih bo tukaj odrešilo Ustavno sodišče, ker točno vedo, da tega zakona zaradi nejasnosti, zaradi tega, ker bo pod krinko popravljanja krivic povzročil sam nove krivice, zaradi nedorečenosti, zaradi napačnega vrednostnega izhodišča, nagrajevanja okupatorjev oziroma sodelavcev okupatorjev, prvič v samostojni Sloveniji in demokratičnem svetu, tudi njihovi volivci, novi državljani, ali pa recimo tisti, ki so vendar tudi iskreno na tranzicijski levici pomagali braniti in graditi to državo Slovenijo leta 1991 in kasneje, nikoli ne bi podprli tega zakona. In zato se oni hočejo temu preizkusu svoje politike na referendumu izogniti za vsako ceno in zato pač grejo v